dobrodošli na pogovoru, ki ga v okviru Muzejske poletne noči organiziramo v galeriji. To je pogovor z dobitnikom World Press Photo, dobitnikom nagrade Prešernovega sklada, o drugih nagradah bomo še kasneje, mojstrom fotografije Jocom Žnidaršičem. Jaz sem se prvič z ekipo Jocetovih fotoreporterjev na delu seznanila v 3. letniku srednje šole, ko sem prišla na obvezno prakso v ljubljansko redakcijo Dela in potem naslednje leto sem pa si izbrala prakso pri fotoreporterjih. In takrat je to meni zelo veliko pomenilo, ker me je fotografija vedno zelo vlekla, ni bilo pa nobene šole in ko sem se odločila, kam naj bi šla študirati, mi je zelo pomagalo, ko sem v tej pestri družbi fotoreporterjev pod Jocetovim vodstvom videla, da v bistvu noben ni študiran fotograf in da se da biti fotoreporter tudi brez šole, ampak z veliko seveda dela in študiranja na drug način. To so mi Joco in njegovi fotografi zelo dobro pokazali. Enaka zgodba, mislim, to mi je bilo pol zanimivo in zdaj bi tukaj začela s prvim vprašanjem. Kako vas je pot zanesla študija medicine v fotoreporterstvo? Ja. Že v gimnaziji seveda sem rad beležil vse veselice dijaške razredu, potem vse izlete, ko smo jih imeli kar precej takrat na šoli. In sem užival v tem, ko smo potem, sicer nisem še znal sam slik delati, ampak sem užival, ko smo potem se smejali, zavajali v zvezi z njimi. No in ko sem prišel v Ljubljano, sem sicer začel zelo resno študirati, potem je pa moj brat, ki je bil fotoreporter pri Tribuni, končal študije in rekel, če malo pri njih poskusiti. No, to se je dejansko zgodilo in pa sem začel malo delati za Tribuno, malo sem začel tudi razstavljati in ker torej ena taka prelomnica je bila prva nagrada na eni mednarodni razstavi, ko sem dobil prvo nagrado za eno deklico, tako vse obubožano iz Skopja in to mi je dalo zdaj spodbudo. Začel sem intenzivno delati fotografije za razstavo, kajti ugotovil sem, da češ kaj dobrega delati, moraš misliti vedno tudi na kvaliteto, mislim na malo več, kot je samo beleženje dogodka, ampak moraš iskati seveda še vse ostalo, kompozicijo, svetlobo in tako dalje. No in seveda bolj, ko sem prihajal v te vode fotografske, bolj pa tem, seveda začel sem me pa vabiti, ne, na TT, na tovariša, na delo. Z tega sem se zelo dolgo izogibal in branil, ne, jaz moram diplomirati. No in so bili že toliko srečni, to sem zdaj malo pohvalil, da sem rekel, kupite mi 5-sobno stanovanje, pa bom prišel v službo. In so mi ga kupili. No, in to v Koseških blokih, ker sem hotel imeti vzhod, zahod in jug. Jaz mislim, vse ni govora, ampak so to storili. Sam moram tudi to povedati, da seveda potem je imel pa tovariš Tito govor v Splitu in takrat so se zelo obregnali ob, ne vem kaj, luksuze in tako dalje in so to stanovanje dali na 2 dela. No pa sem se zahvalil, ampak so rekli, ne, ti bomo kupili pa hišo, še hujš. So mi dejansko kupili v Kosezah hišo, ne hišo, ploščo in pa so mi dali vse božje kredite, da nisem mogel tiste plošče za noben denar prodati in pa sem pa začel. No tako, mimogrede, kako so me upeljali v te vode. In pa, se veste, to vas pa, ko pa vas zastrupi, je pa konec. Opustil sem žal študij, ali pa ne žal. V tem poklicu me je teratalo, vedno sem užival, zelo rad sem delal.
In ena prvih je bila Tovariš, ne? V bistvu fotografiranje Tovarišu. Z mojim kolegom Željkom Kozincem tam sedečim pri delu z Mitom Mršolom. Je ravno rekel, da je 50 let, odkar smo angleško princeso lovila okoli po Zagrebu. In tako dalje. Imel sem sjajne kolege in kolegice. Bilo je prijetno. Tam je Ali Žerdinov, njegov oče je bil pa moj najboljši prijatelj. In seveda sva pretavala po Sloveniji gor in dol leta in leta. Mogoče ne bomo šli čisto kronološko, malo bomo skakali, ampak vseeno, recimo v Tovarišu je bila ta zgodba, ki zelo odmeva tudi še danes in je zelo znana, in ta fotografija te deklice Frančke s Kozjanskega. Se pravi, kolegom Kozincem sta odšla v bistvu na Kozjansko zaradi ene informacije. Časopisne vesti, da so tam seveda umrli ne glih od lakote, ampak od mraza ali pa od obojega hkrati, dva starčka, in potem so po sledeh časopisne novice se napotila na Kozjansko, takrat prvič in potem še mnogokrat, da bi malo delala reportaže o teh revežih. Vem, ta znana z to slavno Frančko se je rekla, preljuba smrt predolgo se ne mudi, in je bila zelo odmevna. Slovenski narod se je zdramil, začel je, vsi so hodili to, zgodba je bila pa taka, ja. Tole dete je imelo zelo starega očeta, ki je umiral, in Željko vse to napisal in potem so jo hoteli posloviti vse ljubljanske dame, razne družine, vsi so prosili, joj, zrihtajte nam tole deklico, mi bi jo tako imeli doma. No, ampak tega nismo storili, pač pa smo začeli zbirati denar, ne tiste stare cote, stare čevlje, stare ne vem kaj, vse, ko so hoteli ljudje nositi, nič tega, dajte denar. In smo nakupili opreme, prva runda, ko smo jo peljala z Željkom in z Rdečim križom, 10 šleperjev, veste, to je 10 toncev. Same nove jogije, posle, hrano, ne vem kar, kovtre, vdeje, v glavnem je bila to ena krasna akcija. In to ni bil noben problem, vse Slovenci so takrat zbirali tako kozele za tega Kristjana, ali kako mu je bilo ime. Zelo radodarni so se izkavljali. No, potem smo še večkrat šli na Kozjansko in smo prebudili to Kozjansko, še posebno po potresu tistem, tako da se je Kozjansko začelo nekje prebujati in razvijati. In imamo malo zaslug za to, novinarji. Ampak pa čez 20 let ste šli pa v Beograd in ste jo... Ja, čez 20 let, ona, to deklica so pol dali nekim sorodnikom v Beograd, tam se je poročila, sem jo našel, je bilo prijetno srečanje, je bila že mati 2 otrok, imela še tole rutico doma, imam slike seveda, ne, no, in ko je bila pa 30-letnica, me je pa ona obiskala v Ljubljani. Krasna punca, lastnica pekarne v Beogradu in tako dalje. No, in vem, da smo razmišljali, tale, kaj so že muzej gor po sredi, da bi enkrat naredili ponovno srečanje vseh akterjev, če bomo še živi, in eno veliko razstavo na to temo, Kozjanci, revni Kozjanci. So pa seveda pol sporedno tudi slovenski pisatelji začeli neke pohode in izdali eno knjigo, Željko, kako se je rekli? Siti in lačni Slovenci. No, ekola, Siti in lačni Slovenci, ne. Ampak tiste je bila bolj tako. Midva so naredila boljše stvari. Hana Čeferin je napisala v spremnem tekstu k tej razstavi. Njegove fotografije so znane po uprizarjanju ljudi skozi najbolj iskren in humanizirajoč objektiv. Tega je usmerjal tako v napete fotoreportaže iraško-iranske vojne, letalske nesreče na Korziki, osamosvojitvene vojne v Sloveniji, pa tudi v portrete vodilnih politikov. To ni lahko, to so težke teme in pred kakšne
odločitve se prihaja fotograf v takih situacijah, razpotja? Ja, veš kaj, ko sem jaz postal vodja fotooddelka, tako zvani fotourednik, sem imel to možnost, da sem imel vse ene urednike, ki so imeli popolnoma proste roke. Jaz sem lahko zaposloval ljudi, ki sem jih jaz poznal, ki sem jih jaz spoznal na raznih razstavah. To niso bili noben, kot je rekla uvodoma, eden je bil diplomiran pravnik, Puška je bil arhitekt, Miško je bil Kranjčev, nekaj električar, po izobrazbi namreč ni bil električar. In so ti fantje, kar je bilo zanimivo, mi smo morali delati vse. Ne. Mali specializacije so bili, eden malo bolj za šport, eden bolj za kulturo in tako naprej, ampak več ali manj smo morali pokrivati vse, kar je pa res težko. Ne. Ker običajno dan današnji po svetu so posebneži, ali so portretisti, ali so športniki, ali hodijo v vojna področja, ali že kam. Ne. No, mi smo to sorazmerno fajn lepo pokrivali vse te teme. Ampak, če osebno rečem samo za vas, ker ste slikali tudi vse te teme, in vojna, Irak, Iran, in Korzika, nesreča. Tele vojne seveda so pa tako, ne. Jaz kot vodja si nič ne upal nekomu reči, pojdi v vojno, noben ni šel rad, noben se ni javil, noben ni prosil, da bi rad šel dal, sem moral iti sam. Da si predstavljal, da se mu kaj zgodi, pa njegovo družino biti nad glavo. In to seveda je dosti strahu predno greš, ampak tudi pol, ko prideš nazaj, te malo preganja. Medtem ko tam, ko pa delaš, se pa nenadoma začneš delati. Čeprav živijo na tabo, čeprav streljajo vojaki, se ti smejejo, ko si ves tam prestrašen, ampak tudi to je treba dati skozi, ne. A kdaj prišlo do situacije, ko recimo, da fotograf fotografira in v kakšnem trenutku odloži fotoaparat in poseže v dogajanje? Pomaga nekomu ali ne vem. To so večkrat vprašali, ne, če bi kot absolvent medicine, sem malce spoznal medicino, če prišel na kraj dogodka na nesrečo, kam najprej slikal in pomagal. To se da hkrati lepo vse urediti. Jasno, če vidiš, da bo avto za gora, pa se ne pripeleš, še najprej ven potegnil, ker tiste slika itak ni nič verjetna. Sploh sem se pa jaz, dokler sem bil šef, sem vztrajal na tem, da ne slikamo nesreč in jih objavljamo v delu, ker to je blazno boleče za sorodnike, tam vidiš neke noge izpod neke odeje ven gledajo, zakrito truplo, kaj se enkrat, to ne. Je čisto brezsmiselno. In tudi nič ne pomaga, nič ne vzgaja, nič ne vzbuja slabe vesti, ker vse vidiš, je nesreča, vsi se vstavijo, buljo, radovedno spasajo, na kar začne spet dirkati 150 na uro. Pa se je pa zgodila vojna v Sloveniji, se pravi vojna na domačih tleh, kaj drugače? Ste dojemali vojno na domačih tleh? To je pa bistveno drugače, ne. Veš kaj, sem bed ni verjel, da je vojna, ne, takšna, kot je bila, ne. Jaz vem, jaz sem bil na razglasitvi na tem trgu Republike, ne vem, a se mu še tako reče. No, potem sem seveda bil na veselici spodaj v Cankarju, ne vem, kdaj na 3 sem pribrencal domov, ob 4 so me pa zbudili, vojna je, ne. Ne, smo šli in zdaj tam v Trzinu je bilo zabavno, ne zabavno, no je bilo zanimivo. Vse razsuto, vse razbito, tisti kamioni, levo, desni, ampak so bili pa naši policaji, pa oni vojaki, tudi so se pogovarjali, ne, oni so si dajali drugmu informacije, kaj se dogaja. Potem si pa videl tiste prestrašene tankiste, ene mlade fante, ki vam gleda, ni vedel, kaj se dogaja. In nismo občutili nekega strahu, ne, sploh ne, ampak si beležil. Pa smo šli naprej na aerodrom, smo tam sedeli novinarji na terasi in čakali, kdaj bojo prišla letala JLA napast Brnik, ne, mi bomo pa tam sedeli, pili kavo in gledali in slikali, ne.
tako nekaj smo to doživljali za začetek. Ne. Pa sem jaz žal moral iti domov, torej v redakcijo, ker smo morali ob 4 že oddati, smo imeli večerno delo. No, ampak to Stojko, to je pa ostal tam in dejansko se je zgodila tista silna tragedija, ko sta 2 avstrijska fotoreporterja šla čez in so jih razbili in ubili seveda. To so nepredvidljivi dogodki. Seveda kasneje pa smo pa se že začeli resno obnašati. Ali pa tudi ne, naprimer, ko je bil alarm, ko je bil oznanjen alarm na Ljubljano, ne, mi smo bili v redakciji pobje, a boste, kdo bi šel? No, sem šel jaz, sem se lepo po prazni Ljubljani napotil, sem rekel, če bojo napadli, bojo parlament. In kaj bom naredil? Usedel sem pred banko in čakal, da bo to razneslo. Kaj bolj neumnega seveda že dolg ne. Ampak tako smo bili zelo neumni, neprestrašeni in smo delali. No, pred osamosvojitvijo ste pa vodili v bistvu, oziroma imate fotografijo, ki je postala legendarna in ki označuje v bistvu ta začetek tega osamosvajanja Slovenije, to je zastava s Triglava. Kako je prišlo do te fotografije? Nismo seveda vedeli, da je osamosvojitev bo, nismo vedeli točno datuma, smo imeli pa pripravljen ves material, tako kot je imel zdaj Ali razstavo v Votnikovem domu pripravljen material za Titovo smrt, tako smo imeli pripravljen ves material za slavnostno osamosvojitveno številko dela, ki bo išla tisto sekundo, ko bo Kučan povedal za stavek. No, in jaz sem pač bil zadolžen za fotografijo in sem predlagal, da bi imeli Triglav, simbol, ikono slovensko, Sveto goro, bi rekel Željko. In sem seveda imel en kup teh Triglavov, ker sem pač rad hodil v Triglav in v Bohinj, torej od spodaj in od zgoraj Triglav, pa sem rekel, to ni to. Jaz bi pa imel zastavo na vrhu Triglava. No in pa smo se povezali s tem štabom, tamle, ki je bil Vili Podrožnik, oni so bili zaradi logistike smo se povezali, da nas bojo gor pripeljali s helikopterjem. Z kolegom alpinistom v moji strani sem se dogovoril, da bo organiziral 20 fantov in čakali smo en mesec približno vreme. Treba let vreme. No, in pa dne 12. junija, to je bil pa že zdaj, kar se je že modil malo, smo šli s helikopterjem, smo se odpeljali na vrh, ampak glede zlomka nikjer ni bilo stolpa. Je bilo pa toliko snega, da se ni videlo nič od stolpa. Pa smo rekli, dajmo kar na vrh, bomo že kako z ozadjem prepričali ljudi, da je to na vrhu Triglava. Ker je to trajalo od 5 popoldne, pa kjer do pol 9, do pol 10 zvečer, skoraj, da smo videli. Sem jaz imel toliko časa, da sem s cepinom hodil dol proti Kredarici in brskam tako dol, da sem naletel na zastavo, na vrh zastave, ki je na stolpu. In sem tisto malo odkopal, tako da sem dal to v prvi plan in ono gor v drugi, da se je videlo, da je to na Triglavu. In pol 9 je bila ena taka sjajna luč, da je ta slika res lepo uspela, ker za barve mora biti res sjajna luč za take, kot sem si želel. No, in ta slika je pa malo ponarodela, res da. Ne vem, nekdo je prodajal tam na desetine tisočev takih velikih razglednic. Če ostaneva še malo pri gorah, niste šli samo na najvišjo goro v Sloveniji, ampak tudi na Himalajo. In spremljali ste družino Nejca Zaplotnika za knjigo Pot k očetu. Ja, jaz sem imel vedno rad gore, že od malega. Že od 12. leta, ko so me gimnazijca iz šole moje v Šoštanju poslali na tabor dopisnikov Pionirskega lista, ne da bi vedel, kaj je to dopisnik, niti kaj je Pionirski list, nič nisem poznal. In je bilo čudno biti to
so bili sami znani Slovenci, Ančka Gošnik, Igor Renda, Völler, kdo so bili taborov, Rupko Godec, to so bili taborovodje in tam so se razvijali in navdušili za življenje v naravi, za samo naravo in tudi na Triglav smo šli, kar je bilo krasno. In to me je pa stalno se vleklo za mano, Triglav, sem šel 30krat s 100 ženskami. To je skoraj 5000 žensk, ker je bilo zmeraj na 20 več. Sem šel s tistim vrhom na vrh, 100 direktorjev so pa začeli oponašati s predsednikom Kučanom na čelu. Pol seveda pustimo, da je prijatelj družine in tako dalje. Pa tle seveda nadaljevanje je, sem bil povabljen, da grem za ekspedicijo na isto Ronal, na 7000-ak, tam v Hindukušu in smo se pripravljali v Valbeniju, dol pod Mont Blancom in seveda s Željko me je šel malo kot novinar, mislim, kje dol v Francijo, in so rekla, pa malo na Mont Blanc, kar tako, in so pa šla na Mont Blanc, kar je bil krasen dogodek. No, pa sem pa seveda začel tole malo bolj govoriti in ta na nekem srečanju s temi fanti, ki se dobivamo vsak let, še vedno je bil tudi eden, ki je prijateljeval z Zaplotnikovo ženo in je rekel, mi bi pa radi šli kaj in pa smo organizirali, Delo je kupilo karte, opremo in sva z Željkom se pridružila družini, ko smo šli na Nejčev grob pod naslov. Izdala sva tudi knjigo, pa Viki Grošelj je tudi dal tekst, pa malo Nejčevega teksta je še bilo Pot k očetu, je bila kar uspešnica, ampak že zato, ker je bila Nejčeva knjiga Pot, taka velika uspešnica, pa so seveda posledično so tudi to, kar radi kupili, nekaj 1000 naklad je bilo. Ampak to ni bila edina pot, ne? Ne, pa sem šel pa tudi z Vikijem Grošeljem in tudi Željko šel zraven. Ampak takrat pa ni ostalo kaj dosti fotografij. Kako? Ampak takrat pa ni ostalo kaj dosti fotografij, ali je? Ne. Da je bila ona zgodba? Ne, šli smo, čakaj, to nisem razumel, včasih. Ne, tisto, ki je bilo s fotoaparatom. Ja, ne, takrat smo šli pa v Tibet, okoli Svete gore, to je 6000 metrov visok hrib, preraz je 6000 metrov visok in sveta pot Tibetancev. In sem seveda imel en kraten fotoaparat, ki sem ga dal pa za vsak slučaj podmazati na Dunaju, ki servis Nikonov, in sem dobil nazaj, ampak tik pred zdajci, da smo direkt našli nič preskušati in kot smo prišli nazaj, ni bilo, so bili civilni prazni. Nekaj slik mi je ostalo za spomin, ker mi je Šerpa nosil tako aparata težek, s velikim objektivom, ampak ti so bili bolj vršaci, take stvari, so to, vse te ljudi, vse te obraze, vse te naše napore, to pa žal je šlo v pozabo. Niti nisem tako trpel, tam sem rekel, dober si, nič ni bilo hudega, razen da smo hoteli knjigo napraviti in je nismo. Prej sem rekla, da bom kasneje naštela nagrade, še nekatere druge, poleg teh dveh velikih. Bila je Petkova nagrada leta 1968, pa Grand Prix Press Foto v Beogradu 1972, pa mednarodni mojster umetniške fotografije EFIAP, Župančičeva nagrada, Puharjeva plaketa za življenjsko delo, nagrada Konzorcium Veritatis, najvišje slovensko priznanje za novinarsko delo. Poleg seveda World Press Foto, ki ste bili prvi prejemnik nagrade in šele čez dobrih 40 let smo dobili še dodatno dva, ker smo imeli pred 2 letoma razstavo. Potem 2009 predsednik Republike Slovenije Danilo Türk vas je odlikoval z Zlatim redom za zasluge za življenjsko delo na fotografskem področju in za velik prispevek k prepoznavnosti Slovenije. 2013 nagrada glavnega mesta Ljubljane,
2017 predsednik države Borut Pahor odlikoval z redom za zasluge, ki ste ga prejeli kot soavtor v skupini ustvarjalcev akcije Slovenija moja dežela. V enem od intervjujev ste rekel, da ste vsako od teh nagrad pretopil v nakup enega umetniškega dela slovenskih slikarjev. Ja, vse, ki so bile denarne, vsekakor. Da ima človek večen spomin, ne. Rad imam likovno umetnost, denarja nismo imeli toliko novinarji in če si dobil leden znesek, sem kupil sliko, ki sem si jo jaz želel. Ne tisto, ki mi je kak umetnik poklonil, ne, ker nisem vedel, kaj bi šlo, ampak to sem imel pol, se spomnim, sem šel v Komelu, eno tako 2x2 metra veliko sliko, sem rekel, prost, jaz ti dam Prešernovo nagrado, jaz nisem kriv, če je nizka. Toliko je, ne, no, saj ni bilo nobenih problemov, jaz sem zelo rad prijateljeval z slikarji, seveda. Ja, vse ostale nagrade, to se pa vzame kot starostni pojav, ne. Šele ko prej pride. Pa rečva še Ne, vse si jih bil vseeno vesel, da skrbi. Še kakšno o fotoreporterskem delu, nekoč, danes, odnos urednikov do fotografije, cenjenost fotoreporterskega dela. 14 let v pol, ampak približno spremljam in delo, seveda moj matični bivši časopis in dnevnik in gledam odlični fotoreporterji, krasne slike delajo, res imajo malo boljše objektive, kot smo jih imeli, še posebno šport, ne, oni si ne znajo predstavljati, koliko je bilo to hudo pri nas z normalnim objektivom, recimo nogomet slikati, pa se tam 50 metrov tebe nekaj dogaja. Danes se postaviš na eno mesto, imaš avtofokus, daš na štativ in ti beleži ta, kar češ, in seveda med stotimi najdeš eno. Jaz sem moral vse to samo spriti, predstavljati si v planici gled. Zdaj, kako ga boš med poletom izostril. Danes so takšni objektivi, da mu zade lahko slikati, če vidiš, a ima plombo ali ne. Dejansko so to tako močni teleobjektivi. No, ampak to ni važno. Važno je, da smo vseeno delali sjajne slike, krasne knjige v planici sem dve naredil. Kaj bi rekli, kdaj je bila zlata doba fotoreporterstva na Sloveniji? Ja, torej zdaj vsekakor ni zlata doba, zlato dobo pravzaprav beležijo fotoreporterji, ni pa zlata doba za njih. Slabo se plačuje, agencije propadajo, tisti freelanci težko živijo, tvegajo življenja, da dobi kak cekin. Ne vem, ti, ki imajo službo, so zadovoljni. Je pa seveda bistvena razlika tudi v tem. Včasih je bila to romantika, si ti slikal, si čakal, kdaj kaj bo nastalo, ali je, ali ni, ali sem prav osvetljiv, ali nisem, ali ulovil moment, ali nisem. Danes ti tako se pogledaš, tisto sekundo tudi pošlješ v časopis in nas vidite. Mi smo to, kada si šel tam, se spomnim, Rok Petrovič, ko je prvič dobil Globus, bilo je to v Bromontu v Kanadi, ne, je redakcija mene poslala, ko so rekli, ni problem napisati, da je dobil, ampak rabimo pa sliko. No, in jaz sem takrat sem šel tam do organizatorjev, se predstavil, da sem rokal v Frenči in tako naprej, in so mi posodili globus. In sem njerovadni prej slikal z globusom, tako da ga je imel rad. Na kar sem tam dobil enega, da so mi se to razvili, pa telefoto. Telefoto je pa pomenilo, da si sliko, moram originalno sliko prenašati približno 1 uro, črtico za črtico. No in to je izgledalo približno takole. Jaz pokličem, dobim najprej agencijo, ki mi bo to prenašala. Pokličem v redakcijo, je bilo tako telefonist in potem še ta drugi je bil pa teleprinterist. No in ta telefonistka in teleprinterist sta malo šmirala, ali pa ne malo orang, in to seveda dogajalo se je pa po noči, no in jaz kličem, Franc, kam mi boš dala Tončka, ne?
Ja, tako je, samo malo počak, ne, pol Tončeka si ti, sem, ja, živo, poglej, zdaj bomo mi začeli, si pripravljen, imaš vse pravi, mamo, ti kar pošli, ne, začnem pošiljati, ne, 1 uro, ne, čez 1 uro spet Francka, daj mi Tončka, ja, tako je, ne. Tončeka, vse v redu, krasno, ne. Seveda, nič ni bilo v redu, ker sploh ni vklopil. No, in pol jaz drugi dan Berganta pokličem Evgena Kukija. Kuki, si srečen, bile, kaj mi je ratalo? Prav, zakaj? Kaj pa ti je ratalo? Vidite, to se nam ne dogaja pri teh časih. Dan današnji se te takega ne bi mogli skušiti. Kako je bilo pa s cenzuro? A je bil kakšen... Kako je izgledala cenzura fotografij? A je bila... Nikoli ni bilo nobene cenzure, enkrat pa je bila. In sicer, Kardelj je bil operiran, je ležal v bolnici in je prišel Tito obiskat. In je Titov fotograf naredil na zelo slabo sliko, torej Kardelj je tam bil tako, da bo ga pobral naslednjo sekundo. In to sliko je šla v mrežo, v Tanjogovo mrežo, ne. No, in to je bila seveda čudna diskvalifikacija Kardelja, politična diverzija, ne vem, kaj vse so govorili, no in kaj, ja, zdaj moramo popraviti, takoj naslednji dan pride 4-članska delegacija iz Beograda, največjih od Stamboliča do Miniča, vsi ministri, ta glavni, ne, 4 so prišli, Kardelju Joco Tjuško naredil sliko, da bo Kardelj lep pa zdrav, ne. No, to, no, ne, vse je bilo zelo enostavno, ne, najprej, ko sem prišel k njemu, seveda živijo, ne, pa gospa njegova soproga, tovarišica, ne, je začela nekaj predavati, je na podu rekel, delaj se, Joto, to bo človek ti. Pol, jaz sem rekel, da bi malo nazdravil, nekaj v tem smislu, no in takrat sem tudi videl, kaj Kardelj pije. Namreč bila je fama v tej deželi kranjski, da Kardelj v Beogradu ves cviček popije iz gadove peči, da grejo vagoni cvička v Beograd, ne, to so vsi govorili, ne. On sploh ni pil cviček, ampak eno bizeljsko rdeče, tisto, ki se je pač kupilo v vseh štacunah, kjerkoli, pa sploh ni pil, ne. In je tisto natočil si malo toliko za univiske in tako naprej nazdravljal, jaz naredim sliko. In takrat je prvič prišel Zemljarič, ki je bil notranji minister, je prišel na delo, pogledal to sliko in rekel, krasno. In to je bilo vse. In je šla seveda slika v mrežo. Tam jo drugi dan družijo Kardelj, se uporabijo dobro in tako naprej. Se je uravnoteženo streči. Včasih smo rekli, da je za fotografa, po moje tole ne dela, a me slišite? Ne. Da je fotografov arhiv fotografova penzija. Ampak večina fotografov, ki jih poznam, ali pa niso imeli, pa mogoče zdaj imajo, ampak bolj slab odnos imamo do arhivov. Kako je s tem pri vas? Ja, jaz sem trenutno v fazi, ki ta arhiv malo urejam, ne. Mina z Ano sva od januarja v Bohinju, se zdaj ne vem, ali je karantena, prej mi je hčerka ena razlagala, da ne bo več karantena, da bo samo 8 litrov, no, sva bila osamljena, ampak nisva bila pa Prav primat sva se imela in se še imala, no, in jaz zdaj malo tole urejam. In prav zabavno gledati, kaj vse res v življenju nismo poslikali, ne. Zdaj, edino ne vem, kaj imam namen, seveda so stvar poklon Muzeja novejše zgodovine, ki me 10 let to že žicajo. Zdaj pa prihajamo pač v taka leta, da je pa že čas. Namreč imajo pa sjajno službo tam, ker to res intenzivno dobro. Vsak film skenirajo, označijo, kaj je, kdo je gor, kje je bilo posneto, v kakem dogodku in tako naprej. Neverjetno, ne, in sem rekel, da je bo to. En kup slik pa je, ker pa niso glih za njih, ne, to predvsem so družinske, so zabave, so martinovanja, so pijanke, brucovanja in tako naprej. Razen nekaterih sem se odločil, da bom dal, da bodo videli,
kako so takrat študenti preživljali prosti čas. Leta 1977 je bilo ne samo, da ste dobili v bistvu 2 veliki nagradi, eno mednarodno, to je World Press Photo, pa nagrado Prešernovega sklada, ampak vas je zadela tudi strela. Pa potem sem prebrala, to pa nisem vedela prej, da ste imeli v svojem življenju 37 zlomov. Ja, to sem pa, kako skrbite za svojo kondicijo? Jaz sem najslavnejši Šoštančan, kadar me povabijo takole, mislim, najslavnejši Šoštančan po zlomu, drugače Rotnik po zlomu. Pri njegovih domačih sem hodil kot otrok po mleko, zato ga poznam. No, ampak, ja, strela se zgodi, ne. Tele moje dvojčici sta bile poleg, je udarilo vame, ne. Jaz nimam pa razlagal prej, kaj je to za nebesni pojav. Bilo je zadnjega oktobra, tik pred 1. novembrom, sem rekel, ampak v tem času sploh nič ni nevarno, ne. Pa tisti, kdo je rekel, da ni nevarno, bum, ne. Tisti, verzakte, fertik, ne, fertik, verzakte, fertik, izag je fertik, danes fertik, ne, tako je Bog rekel, ko jaz rečem, ni nevarno, takrat ni nevarno. No in me je zadel. Tu mi je šlo noč, zato sem še zmeraj malo gluh, ali pa fejst, vsem. In na nogah pa ven 7 lukenj in sem bil 3 mesece na opeklinah, da sem jih zakrpali. Na koncu mi dali, seveda to so to skozi, to se internacijo, so ven mešala, pa blablabla, na koncu mi dali pa kožo, ampak so mi jo sneli zriti, ne, tako da imam opravičilo, če bi mi noge smrdele, ne. Kaj pa za kondicijo sicer, kako skrbite za kondicijo? Za kondicijo zelo rad hodim, ne. Čeprav imam obe umetni koleni, zdaj imam še umetno ahilovo tetivo, ampak se ne damo. Hodim, kar dosti hodim. Vsak dan 10 km najmanj, ampak grem gor v Rote v Bohinjo. Čisti zrak, brez koronc. Razen, če ne pride nasproti kakšna oseba, ki pa... Namreč zanj ste mi povedali zgodbo, kako se čuvate vsega in potem pride nasproti nekdo in kihne skoraj v vas in sred narave. Ne, to sem jo nadrl, nadelečena mama tam na objeze, na kar je rekla, saj sem sama alergična. A name? No, pa sem že šel naprej. Rečemo še kakšno v knjigah. Potem, ko ste šli v pokoj, je bilo najverjetneje težko preklopiti iz tako aktivnega življenja, službenega v pokoj, pa ste se lotili knjig. Pa ste z ženo Ano ustanovili Vsekakor je bil moten ta ritem, bil ritem moj, ne. Jaz sem zgodaj hodil v službo, ker smo morali, to ni bilo agenciji, SPA, ne vem kaj, bil je Tanjo, ki je poslal brezvezne stvari. Mi smo morali pa vsak dan ob 10 na kolegiju napovedati, kaj bomo tisti dan delali in kaj bomo objavili, ne, in seveda to je bilo grozljivo, če se nič ni dogajalo, ne. Se spomnim, ko se je začela pomlad, take treperje, so bili prvi spomladanski or, ne, da bomo kakje konj nadevili pa plug, bomo to dali napravo v tem smislu. No, ampak to je bil ritem, seveda, pol opoldanski kolegi, pol popoldanski, pa večerni, pa to v glavnem sem bil kar precej v hiši, namesto da bi sklikal, ne, ampak to je bil moj problem, kar sem pa šel za urednika. In pol pa nenadoma nič. Nisem pa hotel več se mešati med mlade fotoreporterje, ker že itak zdaj je namreč njihovo število zelo naraslo, se drenajo. Jaz sem bil vedno proti drenanju, vedno sem jih rotil, imejte kak teleobjektiv, dajmo se lepo dostojno nekam umakniti, pa slikamo, ne tam, rečemo na Prešernovih nagradah, zraven vsi letijo nate, ne. No, v tem smislu sem rekel, ne bom delal zraven, tudi nima smisla, da zase vse to slikam, ne, za časopis naj delajo oni, in sem se lotil narave. To sem že prej občudoval in slikal in se je začelo, ne.
Za začetek sem naredil sicer tržnico. Dobimo se na tržnici, za moj okus zelo lepa knjiga, 2000 obrazov je noter. Enkrat sem šel meni se zdi za vse svete porožje in pa sem videl, kaj je to en krasen kraj. Ne? In sem drugič šel, pa tretjič, pa sem spoznal razne ljudi, ki so se tam družili. Mojmir se je eno sijajno druščino. In vsak, ki je hotel prisesti, je moral dati za liter terana. Ne? In oni so imeli pa ne klobase, pa česen, pa ta je rezal uno, ta je rezal drugo. To je bila taka družna in nikoli nobeno soboto pred 5. uro nismo šli domov. Ne? No in vmes sem pa tudi tam kaj poslikal, no in je nastala ta knjiga. Pol vmes seveda sem tudi slikal druge stvari, ko sem šel lepo krajino, sem videl vinograde, sem videl ono, drugo, tretje in sem naredil knjigo o slovenskih vinogradih, vinogradi, je to ločena beseda, fajn. Pol sem začel lepiti samce, sem jih 6 delal, pol sem vmes seveda Slovenija, moja Slovenija, Slovenija lepotica Evrope. Sem jaz dobil zdravnika, prijatelja, ki je golf igral, rekel, da je naredi knjigo o golfu, jaz kadar grem kam po svetu na kak turnir, nosim vin s seboj, je težko narediti knjigo, jo pa bom. In sem v enem letu naredil spotoma še knjigo o golfu, kar lepo, ne? In tako dalje. Posod je bil sodelavec Željko in Bogi, ki je lektorirala, ampak Željko ta ne, njegova soproga seveda. Miljan Kolicl kot oblikovalec je tudi sodeloval z njim? Naš glavni dejavnik je bil pa Miljan Kolicl, avtor Slovenskega denarja in dokumentov, ki je bil fantastičen oblikovalec in je seveda vdahnil knjigam dušo. Ne? Iz tistih 1000 in 1000 fotografij smo zbirali včasih po mesece, da smo zbrali sukus in to storili. Ne? Vse nekaj teh naslovov je tudi v galeriji in Joca bo, sem prepričana, z veseljem podpisal vsako knjigo, ki jo boste kupili danes. Recimo za zaključek tega najnega pogovora, ki bi lahko trajal še zelo dolgo, ker veliko tem niso obdelala, pa obdelala še temo te razstave. Marjan Zlobec je na svojem zelo branem blogu napisal: nova razstava je izrazito tematska in avtorska, združuje najslavnejšega slovenskega fotoreporterja Joca Žnidaršiča in največjega državnika Josipa Broza Tita. Kako je bilo fotografirati s Titom? Mislim, Tita. No. Veste kaj, ni tle mladi fotoreporter. Nas stare ljudje je malo težje slikati kot mlade lepotice, pa te zabavne ljudi ali pa bilo koga. Ni bilo lahko. Zakaj? Jaz sem seveda Tita izjemno spoštoval, cenil in imel izjemno veliko tremo in sem seveda ga skušal narediti čim bolj, rečemo, živega. No? Da se ni opazilo teh njegovih let in vsega tega in sem se maksimalno potrudil. S tem uporabljal sem tudi teleobjektive, malo drugače, kajti njegov on je dva oficirja, ki sta bila izmenično njegova fotografa, ki sta zmenjena na 2 metra slikala s Hasselbladom ali pa z Rolleiflexom. Jaz sem to raje delal daleč, še posebno sem pazil, naprimer, če sta bila skupaj z Jovanko, da je bila Jovanka v drugem planu. Zakaj? Zato, da ni bila tako obilna, ne? In seveda sem se ji prikupil. Ko je ovaj, ne? In pa sem enkrat pokazal, dober si ti, dober, ne? No. In tako sem postal nekje dvorni fotograf, kot se je reklo. Boljš kot pa brdski fotograf, ne? Brdo je pač dvor, ne? No, in to je zanimivo, imel sem pa tudi fajn šefe, ne. Recimo, moj drugi šef, Jako Privc, je bil direktor Tanjega, predno je prišel na delo po Gorjukovi smrti. In poglejte, Tanjog je imel 50 fotografov, ne. Ampak, kot se je šlo
servis jugoslovanski, naprimer v Kolombo na konferenci neuvrščenih je mene vzel. Ne. To je velika sreča, delal fotograf, dela za Tanjo. To je bilo izjemni dogodki, izjemno fant, cel svet, 150 državnikov. Ne. In sem menda kar dober delal. Drugi fotograf je bil Tanjogov, no, in on je delal na to vižo, kot tisti Tito, je vse na blizu. Tam pa ni bilo tako, tam je bilo 150 državnikov, je bilo treba malo delati, malo drugo, malo drugo. In bilo je tudi v tem pulu nesvrstanih 50 Tanjogovih najslavnejših novinarjev z celega sveta, no. In smo vsako noč se pol zabavali, po 2 uri do rane zore, ko smo pol morali spet delati. In vem, je padal ta kompliment meni Žika, to je bil radi sa dupetom, a jevco sa glavo. Ne. Tako da, namreč moje slike so izjemno prodajali. Sem že kaj takega odkril ali pa našel, ali pa take pogovore, ali pa take srečanja, da so bili zelo zadovoljni in so tuje agencije to zelo rade kupovale. Še prvi kitajski ambasador v Sloveniji se vas je zapomnil, kaj je bil takrat, ko ste vi bili na Kitajskem s Titom, njegov šef protokola. Zabavno je bilo to. Takrat še sem kot urednik bil vabljen na vse tele seanse na ambasade. Na začetku smo bili vsi vabljeni, se veste, kako je to. No, in pride k meni kitajski ambasador, Mr. Joko. Ja, jaz pa vas poznam. Jaz sem rekel, što to? Vem, da ste ambasador. Ja, je rekel, to ve. Jaz sem bil šef protokola, ko je bil Tito na Kitajskem. In toliko pravka, ko smo imeli z vami, ker nismo imeli s Titom. Ves čas namreč Tito je šel spat popoln, pa počivati, to vemo, kako je lušno, jaz sem tudi na pol ure po kosilu oddremal. In jaz sem hotel kam iti, zdaj pa te fotografije so vohunijo, vse, kaj so si mislili. Ampak so mi odprli, prepovedano mesto je bilo takrat, še niso bili ljudje not. Pa so me lepeljali, ker so morali spremstvo, prevajalce. Jaz sem bil, kot delegacija sem se furil okoli. V najlepšem avtu, pa pred mano policija, pa za mano policija. No in ta je rekel, da si nas, pa smo hoteli kako vas videti. A vse so mi ga organizirali. Vse za bratstvo in enotnost. Je bilo pa drugačic z Milanom Kučanom na Kitajski zid kot s Titom? Ja, to pa. No, takrat Tito me je na Kitajskem zidu tam slikal. Najprej me je s polaroidom, pa sem rekel, pa to čez 1 leto ne nič več, dajte me prosim z mojim aparatom, ne še s tistim. In je bil kar nekam dobre vole, so ga pa prinesli gor na nosilih. On je imel hud išijaz, težko je hodil, da po teh stopnicah gor pride. Je pa težko, starejšim ljudem, to mi že vemo. No in je bil res dobre vole, igral se je s tisto palco, ker Maurice Chevalier je vrtel v roko, on pa fajn je bilo. Pol pa sem bil pa enkrat pa službeno s Kučanom, je pa tudi bil planiran obisk na Kitajskem zidu, no in jaz sem se že prej peljal, so me pripeljali kje, lepo oblečenega, srajco, kravato in tako naprej. No in pol pa tisto težko torbo, in pol pride delegacija, Kučan izstopi v copatah, v športnih hlačah, rekel, da smo ga nastradali, ker sem vedel, da bo leto gor, No in je dejansko šel tako, kot je on znal hoditi, hitro, malo je tekel, ampak veste, gor do vrha prideti je kar dolga. Jaz sem nekje imel še toliko kondicije, da smo sledili čeprav v Guantovo s tistimi mašinami, ker sem moral ga pač slikati, kako teče gor, Teče, se reče temu tako, hitro hodi. Ampak bogi so bili oni, adjutanti kitajski, pa njihove varnostne službe, vse to. Ti pa niso bili vajeni gorniških korakov. To je bilo zabavno, v 15 letih taka velika razlika. Ampak niste samo fotografirali Tita, ampak
tudi druge velike državnike tistega obdobja. Na katerega imate še kakšen tak fotografski, kakšna prigoda s fotografiranja koga od njih? Takrat sem slikal angleško kraljico. Nekoč sem imel privilegij, da sem še za tovariša gor na Dedinju bil poleg uradnega fotografa, ne vem koliko kdo me je noter porinil, edini jaz, ko sem slikal to krasno sliko angleške družine, princesa Ana plus oba dva državnika s soprogama, ne, oziroma s soprogom in torej bila je Filip, ne, princ Filip in Jolanta, vsi v najlepših toaletah in tako naprej. No, in sem to sliko, ne, recimo, to sem jih prvič slikal. Princ Karađorđe mi je pisal pismo, koliko je fasciniran z mojimi slikami, če bi lahko to sliko dobil, da bojo nekaj objavili, pa blablabla. Torej, niti prvi smo poslal, ne, niti hvala mi ni napisal, niti mi knjiga ni poslal, niti nič. Torej, čudak, ne. Pravijo. No, ampak pol sem to, seveda, princeso še enkrat vemo v Avstriji, tam blizu Graca, ja, Piber je, ne, ko je prišla v konjušnico, ne, pol v konjušnici v Obrenovac je tam, tle na Hrvaškem, tudi imajo, tak, ne, ta je bila zelo, seveda, prvič je bila lepa gospa, ne, drugič je bila kraljica, ne, njo sem bilo rad slikal, kadar sem bil zraven z Mitem, so še lepšo princesko pa, ne. Ne, zdaj sem gledal na filmu o kraljici, pa no, je zelo lepa mladenka. Mladenke pa smo radi slikali vedno. To sem tudi začel pri Teteju, mi je Zoran Jerin, urednik Teteja, takrat čisto za začetek ponudil, ker oni so imeli bolj stare fotografe, so rekli, ti si čisto mlad, pa bi bilo fajn, da bi ti za te delal tako zvane poletne razglede, pomanjkljivo oblečene Slovenke. No, če še plačam, dobim, pa zakaj pa ne? No, in sem to delal najprej po eno, pol že po dve, pol niso bili samo poletni, so bili tudi jesenski in tudi zimski razgledi. Jaz sem v bistvu proti koncu ugotovila, da sem pozabila dati kozarec z vodo, tako da... To sem pa jaz ves čas ti hotel reči, pa mi je bilo malo nerodno, ker so tudi drugi žejni, veš? Sej, zato bomo tole fajn pogovor zaključili in v tistem delu pri vhodu čaka pa vino in jaz upam, da vam bo všeč, ker ste velik poznavalec vina. In zahvaljujem se vam, da ste prišli. Če ima kdo kakšno vprašanje, lahko še zdaj vpraša in potem seveda osebno. Tukaj sem bil omenjen, da bom nekaj kratkega sam dodal. Bom gledal, da ne bo starostnega pojava. Omenjen. Vidim, da ste se zabavali, tako da se jaz zabaval, oziroma da ste nekaj izvedli. To izvira iz tega, kar jaz Bivca pa poznam že, zdaj bo že 60. No in ker sem bila sošolca, pa še več od tega, Joca izkazuje, kako povedal, eno karizmo, po kateri posebno energijo in vpliv na ljudi, mislim, da je to izvrstna lastnost za fotoreporterja in da njegov uspeh ravno izvira tudi od tega iz te njegove neverjetne družabnosti. Ne, pa se ne rade tega. Za zgodovino, da je Željko, kaj lepega povedati za zgodovino. Hvala. Povedal. Glejte, ko je pripovedoval, jaz sem to že vse pozabil, ampak zdaj se je moj spomin se je zdaj nakopičila in cel glas spominov, jaz bi lahko zgodb, zelo veliko lepih, zanimivih, pikantnih, ne vem kakšnih, ne? Ampak
bom začel zdaj, da sem pa tudi hitro, da se zbižanijo. Kaj je, že zelo zgodaj sem iz Joceta vprašal, poslušaj, kaj je dobro, kaj mora fotoreporter imeti, kaj mora fotograf imeti, da ima tisto prednost in veliko moč sporočanja. In to je bilo v času, ko smo še vsi mislili, da je fotografija ilustracija. In smo jo tako jemali noter za časopis, ampak nekateri smo že takrat čutili, da bo seveda po, tukaj je rekla Zvonka, da fotografija je zamrznen čas in da potem sporoča na popolnoma na en svoj močen način. In ko se vi vprašali, je bil to srečen čas, ja, bil je srečen čas zaradi tega, ker medijsko srečen čas je bil. Mi smo lahko vodili svobodne fotoreportaže, tudi literarne reportaže. Zaradi tega je seveda bil en tak poseben čas, ko je bilo to potrebno. Mi smo živeli, zdaj da bi rekel, v tem medijskem mainstreamu in strahoviti površnosti in to, ko smo bili mladi, smo si seveda mnogi novinari, poleg našega tako imenovanega družbeno-političnega dela, skušali delati tudi zgodbe. Ker smo s literarnimi reportažami in dobrimi fotoreportažami smo nekako skušali jeti v podkožje družbe, tudi malo subverzivno. Povedati nekaj, kar se ni dalo povedati v dnevnem. Kaj je to? Literarne reportaže moram dodati, to je bilo zelo zabavno. Ne? Jaz recimo Željko Kozinc literat, ampak ta je bil pritlehten, ne? On je vse pisal, kar je videl in doživel. Ampak recimo en Jože Snoj, pesnik in pisatelj, en Peter Božič, pisatelj in dramatik, in nekaj takšnih, ne, ti so se pa nekaj izmišljevali, jaz moram pa to opremiti slikami, mislim, za reportaže za tovariša, ne, tam je bila nosilna slika. On se je nekaj izmislil, po noč doma, to napisal, ajde, zdaj pa kaj bomo pa dati za eno sliko, ne. Tako da tisto, kar sva midva delala, tele socialne stvari, to je bilo enkratno fajn, ne, ker sva od človeka do človeka. Jaz sem imel kolega zdravnika tam v Šmarju pri Jelšah, ker mi je točno dal naslove, kam peva, ne, da sva našla te ljudi. Moram se pa pohvaliti nekaj. Prešernovo nagrado sem jaz res prvi dobil, ampak v tistem času je pisal zadnji stavek glasnik človečnosti. To je bilo fajn, ne, ker takrat tele socialne teme pri politiki niso bile zaželjene, kaj šele, da bi ti dali pa res glavno nagrado, ampak to niso na srečo dajali politiki, pač pa ugledni ljudje, pod vodstvom Grega Košaka, arhitekt. A lahko nadaljujem? Ja, vprosti, Željko. Pa sem se malo zaklepetal. Joco sem ga vprašal, kaj mora imeti fotoreporter? In je rekel, čisto enostavno srce. In danes vidim, da je imel prav. On imel je, to srce se namreč vezali na srce in na srčnost. On je imel oboje. Srce, čuteče srce, ker je ne samo radovednost, ampak občutuje. On je bil tudi od tukaj je prišla tistega, da vidiš tamega bežnega otroka, razumeš, in kot smo na Kozjanskem delu, iz njega naredi veliko zgodbo. Zaradi tega, ker se je noter čutilo, čutiš avtorja od zadnji, ki gre. In to je bilo v tej zgodbi. Znal je pa tudi, nekaj se spomnim, smo delali nesrečo v Zagrebu, pošastna nesreča, 150 mrtvih, ker se je rekel, vlak iz Beograda je prihaja na 1., 2., 3. in 4. in 5. tir. Kaj je ta človek počel v najbolj strašnih stvareh, ki je delal, a ne zaradi tega, ne zaradi tega, da je drastil, vse to ni bilo objavljeno potem, karkoli, ampak zaradi tega, ker je hotel prijeti noter. Veliko, kar smo videli, da je prišel človeški obraz, človeško nesrečo. In to se je na mnogih najnih poteh imela svoj pa zelo veliko, da se spomnim, to je. In takrat je Joco imel srčno zmerno. Srčnost je tisto, da imaš samozavest,
da se nekaj piješ in da imaš pri tem fotografsko oko, to je silno važno teh pesmi. Zaradi tega, ker in to je bilo seveda veste, v najinih ne zdaj govorijo o kakšnih časih, po pravici govorijo o teh časih, da so v mnogih stvareh zamejeni. Videla so bila zelo svobodna človeka. Videla so bila in zaradi tega in tudi lahko so si privoščila dobre reči in rada zadeva. S tem seveda, da je pa fotografija pokazala svojo prednost. On ima zdaj ne samo razstavo, tudi knjigo. Jaz upam, da bo imel dobro knjigo. Danes na knjižnem sejmu vidim, da prodajajo Bizilija, Schaffhausa, ne vem koga. In mi ženska pravi, nenadoma, pravo tam, vse bomo Žnidaršiča mogoče tudi dobili. Ne, bo. Delamo na tem, vse sem prej povedal. Zbiramo, ampak, veš kaj, jaz še nikoli nisem bil tako volan, da vodo pil. Ja, zato pa mislim, da je čas, da vstanemo in se malo pretegnemo in tudi malo vinčka spijemo. Najlepša hvala vam in hvala Jožefu. Hvala, dragi prijatelji fotografije in prijateljice fotografov.